Lepo pozdravljeni. Univerza v Novem mestu je med 12. in 16. majem organizirala Mednarodni teden univerze. Gre za enega ključnih mednarodnih dogodkov, ki povezujejo študente, profesorje in goste iz različnih evropskih držav, ter tako spodbuja mobilnost, medkulturni dialog in sodelovanje v visokem šolstvu. Teden je bil zelo pester, sledi nekaj najbolj zanimivih poudarkov. Tokrat je potekal Go Abroad Fair, kjer so lahko udeleženci dogodka degustirali tipične slaščice različnih držav. It's awesome. Like I really like Novo Mesto and Slovenia in total. They organized the staff week really nicely. Everything is well prepared. We learned a lot of things in the workshops yesterday. We visited Ljubljana yesterday as well, and it's so well organized. Prije svega moram zahvaliti domaćinu što su nas pozvali ponovo na staff week. Zaista jedno divno iskustvo gdje se družimo, gdje razmjenjujemo iskustva sa sudionicima iz više zemalja. Evo, još jednom hvala domaćinu. I love it so far. I really like that. It's not my first time in Slovenia, but it's my first time in Novo Mesto, and it's really nice tiny city and everything's so spotless clean and the nature is breathtaking, so I really love that. Mednarodni teden je priložnost za vpogled v živahno mednarodno dogajanje na novomeški univerzi, uspešne zgodbe študentov in sodelovanje s tujino. Naši kolegi iz celotne Evrope, ampak tudi recimo iz Alžirije in Turčije nas obiščajo in tako imamo obisk od 21 udeležencev in to od Hrvaške, Portugalske, Nemčije in kot prej rečeno Alžirije in Turčije, torej res različni udeleženci cel teden in organizirali smo jim zelo različne aktivnosti od delavnic, predavanj. Danes, prav v sredo, pa organiziramo predstavitev teh držav in univerz, iz katerih prihajajo, in obenem, kar je najljubše našim študentom in tudi predavateljem, majhna darila in tipične njihove izdelke, predvsem pa sladkarije in tudi nekaj malega pijače, brezalkoholne seveda. Dogodek kot je ta ima za vse vpletene strani sila pomembne posledice. Kasneje imamo tudi otvoritev ene razstave, tako da predvsem medkulturna izmenjava in da tudi naši notranji zaposleni in študenti spoznajo tujce. Posebej ponosni so na to, da so študenti, ki so sodelovali na oktobrskem Erasmus Plus projektu, že pripravili raziskovalni članek o opolnomočenju starejših za bivanje na domu. Tematiko, ki jo bodo razvijali tudi na prihajajočem BIP dogodku. Je pomembno tako za Novomeško univerzo v kontekstu, da vzpostavimo nove stike in okrepimo obstoječe, ki jih nujno rabimo oziroma izdržujemo preko zelo različnih projektov, ki jih imamo, skoraj da 15, tako da res smo mednarodno udeleženi. Po drugi strani je pomembno tudi za samo Novo mesto in regijo. To so prišli zdaj mednarodni gosti, ki si ogledajo, kot rečeno, ne samo Ljubljano in druga mesta, ampak tudi Novo mesto in okolico. In nenazadnje je pomembno tudi za samo Slovenijo, da se odpre in da vzdržujemo stike in vzpostavljamo neke nove mednarodne projekte. Sicer se tudi študentje Novomeške univerze pogosto odpravijo čez planke. Mi gremo zelo intenzivno v druge države in to tudi drugi organizirajo te mednarodne tedne, ampak obenem gremo pa tudi redno, vsaj dvakrat na mesec na različne univerze, kjer delamo z njimi različne projekte. Vse te mednarodne izkušnje, vtisi in sodelovanja pa so zagotovo najbolj pomembni prav za študente. Študentje predvsem danes postavljenimi stike, recimo veliko zanimanje se za Portugalsko, Madeiro in tako naprej. Skratka, bojo z veseljem šli v druge države. Obenem pa nam je pomembno tudi to, da tisti, ki ne želijo ali ne zmorejo iti, da dobijo nekaj mednarodnega občutka in neko mednarodno izkušnjo. Predavanja so bila danes in naslednjih dneh v angleščini in tako naprej. Skratka, da dobijo ta multikulturno izkušnjo, kar je tudi pomembno za njih in bodoče delo. Pri sami izmenjavi, ko grejo študenti v tujino, neko izmenjavo v neko inštitucijo, s katero imamo pogodbo,
Tam usvajajo neka znanja, dobivajo nove izkušnje, spoznavajo kulturo, nekaj dobrega doživijo, obenem pa širijo svoja znanja, jih usvajajo, s tem pridobivajo kompetence za svoj bodoči poklic. Obenem pa se teh izmenjav udeležujejo tudi predavatelji. Predavatelji pa s tem usvajamo, mogoče pridobivamo nove izkušnje delati z tujimi študenti, morda usvojiti nek nov pristop, neko novo metodo, obliko poučevanja in ko pridemo nazaj, to vključimo v naš učni proces in način predavanja. In moram reči, da so se študenti do zdaj vedno dobro odzvali na to. Te novosti, ki smo jih pripeljali s seboj. Za zaključek mednarodnega tedna pa je Univerza Novo mesto pripravila Dan univerze, na katerem so med drugim izpostavili dosežke študentov v preteklem in tekočem študijskem letu. Podelili so priznanja najuspešnejšim študentom in študentkam, tako za dosežke na tekmovanjih kot za diplomske in magistrske naloge. Velik dosežek, jaz sem res zelo vesela. Ta moj trud po 2 letih pisanja magistrskega dela se je res izplačal. To priznanje mi pomeni kar veliko, neko priznanje mojih kolegov, torej študentov in tudi profesorjev, ki so zame glasovali, da verjamejo, da je moje delo kakovostno in da tudi upajo, da bom tako nadaljeval tudi naprej. Novomeška univerza izbor, na katerem nagradijo izstopajoče dosežke študentov, pripravlja že nekaj let. Rektor univerze Blažič pojasni, da je to za univerzo pomembno iz več razlogov. Mi vse študente spodbujamo k bolj kreativnem, bolj ustvarjalnem delu, vključujemo jih tudi v znanstveno-raziskovalno delo in kot rezultat vsega tega so nekateri študenti, ki dosegajo visoke rezultate tudi na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Zato je treba jih na nek način tudi pohvaliti, jim je treba dodeliti nagrado in univerza je ustvarila sistem nagrad za take nadpovprečno nadarjene in delovne študente. Naj študent je pot do svojega uspeha delil tudi z nami. Ključno za moj uspeh mislim, da so moji sošolci, moji profesorji, torej vsi tisti, ki so mi dali nasvete in tudi, ki so me spodbujali pri študiju in tudi pri delu. Vloga visokošolskih učiteljev in mentorjev je v tem, da svoje študente motivira, da jih spodbuja, da naredijo nekaj več, kot mislijo, da zmorejo. Kajti mi vemo, da so mladi danes sposobni, le motivacije jim na momente manjka. Kaj bi svetovali mladim na začetku študijske poti? Med sabo morajo veliko sodelovati, družiti se, upoštevati navodila mentorjev in vseh profesorjev, vzeti si čas tudi zase. Sodelujejo tudi na vseh možnih tekmovanjih, konferencah. Na ta način namreč širijo svoje obzorja, tkejo prve vezi v svojih poklicnih poteh oziroma na področjih, kjer bodo v prihodnosti delovali. In ne nazadnje, če gre za mednarodno tekmovanje, si odpirajo svoje poti oziroma možnosti tudi za tujino. In popotnica študentom za nadaljnjo karierno pot. Za prihodnost si želim predvsem, da bi bili ti študentje dobro usposobljeni, da bi imeli vse kompetence, ki so potrebne za bodoče delo, za trajnostni razvoj, včasih temu rečemo za svetlejšo bodočnost. Slovesni podelitvi nagrad je ob dnevu univerze sledilo še sproščeno, tudi športno obarvano druženje. Naslednjo zgodbo bi lahko naslovili tudi poslovni jubilej. Mineva 20 let, kar je v Novem mestu bilo ustanovljeno podjetje HSI, specializirano za inovativne rešitve z področja tehnične varnosti in varnostnih sistemov. Podjetje je ves čas raslo, se razvijalo in danes so v vseh poslovnih okoljih, tako v Sloveniji kot na Balkanu, sinonim za zanesljivost, varnost in inovativnost. Kako jim to uspeva? V reportaži, ki sledi. Aleš Ribič, direktor podjetja, ki je pred 2 desetletjema imel pogum in znanje ter ustanovil svoje podjetje, nam uvodoma pove, da je prvih 20 let minilo zelo hitro. Pot je bila kar zanimiva, moram reči. Dejavnost je sicer v porastu,
tako da to je bilo v bistvu nam nekako na mlin in še vedno je. Ampak vse krize od gospodarskih do korone in ostalih, ki so se tako vmes dogajale, je bilo pa kar precej zanimivo. Zdaj, glede na to, da je dejavnost v bistvu aktualna oziroma da je žal, v bistvu bom kar tako rekel, žal v porastu, in da smo mi v bistvu že od samega začetka inovativno nastrojeni, smo v bistvu te krize nekako poskušali prebroditi z nekimi rešitvami, katere smo videli, da so na trgu potrebne. A jih ni bilo, še dodaja. V podjetju so namreč zelo zgodaj spoznali, da je potrebno ustvariti nekaj več oziroma biti drugačen. Zavedali so se, da je premalo le prodajati, ampak je treba ustvarjati, razvijati pametne ustvarjalne rešitve na področju tehničnega varovanja. Kar se tiče naprednih tehnologij, kot je na primer AI v zadnjem času, ali pa mogoče malo nazaj, če pogledamo nekaj let, oblak oziroma cloud, vse te rešitve smo mi v bistvu imeli že pred kar nekaj leti, določene tudi pred časom, ki se v bistvu šele zdaj pojavljajo nekako bi rekel v svetu. Tako da v bistvu na ta način poskušamo biti drugačni in iskati nekako te niše, ki nam v bistvu utrjujejo pot in zagotavljajo, da smo nekako uspešni vsa ta leta. Podjetje HSI svoj poslovni model razvija in trži na 3 ključnih stebrih. Prvi segment, ki traja v bistvu že od samega začetka podjetja, je B2B, se pravi zastopanje proizvajalcev varnostnih rešitev, torej smo zastopniki, distributerji, ki tudi dodamo vrednost, torej izobražujemo tudi uporabnike, poskrbimo, da je vse nastavljeno tako, kot mora biti in da storitve oziroma produkti delujejo res optimalno, da je na koncu koncev zadovoljna stranka. To nam je v bistvu ena taka rdeča nit poslovanja skozi vsa leta. Druga stvar, ki jo v bistvu imamo, je, da te določene storitve in produkte tudi montiramo. Se pravi, tukaj smo zaradi krize prišli tudi na del, kjer smo v bistvu tudi mi v bistvu pristopamo končnemu kupcu in vzdržujemo te sisteme na dolgi rok. In pa tretji segment je razvoj varnostnih rešitev v obliki programskih paketov, ki v bistvu so pa tudi nekako nas sledijo že od samega začetka, sicer na začetku nekako z zunanjim podjetjem, zdaj pa tudi v lastni režiji. Gre pa za produkte, storitve, lahko mogoče rečemo tudi združeno nekako, ki so v bistvu v dejavnosti varovanja manjkale, so pa še vedno tiste, ki nam dajo kar precejšen del prihodkov. Ena takšnih inovativnih rešitev je varnostni sistem Čuvaj. Zanj so prejeli tudi prestižno nagrado. Ena izmed stvari je recimo, ki nas je kriza v bistvu privedla na to, da smo razvili rešitev Čuvaj, ki je deloma oblak, deloma montaža na samem objektu naročnika. Ta del nekako ni bil pokrit, so pa vedno obstajali uporabniki, za katere je bil klasični alarmni sistem predrag oziroma storitev varovanja predraga. In tega pač nekaj je bilo na trgu. Veliko ljudi se odloča za varnostne službe, kar je en korak več oziroma boljša rešitev, ampak vedno se pojavljajo kupci, ki nimajo toliko denarja, ki niso pripravljeni toliko vložiti in te kupce smo mi v bistvu probali na nek način pokriti. Tu v bistvu smo naredili prvi na slovenskem tržišču, in zdaj je približno 8., 9. leto smo prisotni in smo še vedno edini v bistvu s tako rešitvijo. Poleg omenjenega so izjemno ponosni še na lastne rešitvi. Platforme Alarm, e-Alarm in Captis sta postali srce številnih varnostnih sistemov v Sloveniji. Tu niso le izdelki, ampak potrditev vizije podjetja in rezultat lastnega znanja ter izkušenj. Prvi mož podjetja nam ponosno pove, da veliko vlagajo v znanje zaposlenih in da so ključ njihovega uspeha prav zaposleni. Kader je v bistvu ključna stvar vsakega podjetja. Če to razumeš, jo pravilno izbereš. Če pravilno izbereš, potem tudi imaš sadove. Tukaj moram celoten tim HSI-ja pohvaliti. Zdaj, izbor je bil vedno težak, kako zbrati pravega sodelavca, kako tudi v končni fazi obdržati, kako sodelovati z njim. Vsaka oseba je nekako individuum in ima mogoče nek poseben ali pa specifičen pristop.
In tukaj moram reči, da imamo res dober tim. No, tako. Spoznali smo jih na slavnostni akademiji ob 20-letnici podjetja. Slovesnosti so se udeležili tudi najvidnejši predstavniki tukajšnjega gospodarstva, kar je samo potrditev, da je podjetje HSI zaupanja vreden partner na področju tehničnega varovanja. Trenutno je v podjetju 7 zaposlenih, sodelujejo pa še z nekaterimi stalnimi sodelavci. Od prvega dne je v podjetju Sašo Rajer. Po končani prireditvi smo ga vprašali, kakšni občutki ga prevevajo po prvih 20 letih. Kar ne morem verjeti, da je tako hitro minilo tole vse skupaj. Vesel sem, da sem del te zgodbe. Res smo naredili kar nekaj lepih korakov. Bili so tudi težki časi, vendar smo prebrodili. Dobili smo dobro ekipo, imamo vrhunske super sodelavce, brez katerih nikakor ne bi to šlo. In ja, evo, zdaj smo tukaj po 20 letih. Šolski center Novo mesto je valilnica kadrov podjetja HSI. Večina zaposlenih je pridobila formalno znanje v tej izobraževalni ustanovi. Boris Plut, danes ravnatelj srednje elektrošole in tehniške gimnazije, je kot nekdanji profesor pri izobraževanju odigral ključno vlogo. YouTube, da ne bo ostalo nedorečeno. Tam imamo mačke, teorije zarote, vi imate pa varnostni sistem in pa konkretne rešitve, tako da ste zmagali in vam še enkrat iskreno čestitam. Nekdanji profesor ni skrival navdušenja nad dosežki njegovih bivših dijakov. Nad znanjem, inovativnim pristopom in zanesljivostjo podjetja HSI so navdušeni tudi v Združenju za korporativno varnost Slovenije. Kako so inovativni in pomembni, kaže tudi na to, da so pred nekaj leti dobili tudi nagrado Slovenian Grand Security Award v kategoriji najbolj inovativna varnostna rešitev. To pomeni, da je Slovensko združenje za korporativno varnost prepoznalo res njihove inovativne korake in jih posebno nagradilo za to. Tudi v prihodnje si želimo, da bo HSI trden člen omenjene asociacije, kajti v tem kompleksnem varnostnem okolju lahko samo skupaj z inovativnimi rešitvami tudi poskrbimo, da bodo naše organizacije, naši partnerji in pa družba kot celota delovala varno. Da varnost postaja vedno bolj pomembna, pa ne samo fizična varnost, ampak v širšem pomenu besede, se vedno bolj zavedajo tudi v gospodarskih družbah. Določena podjetja ogromno vlagajo v korporativno varnost, če povzamem varnost podjetja velikega, se pravi tukaj od varnosti, kako papir leži na mizi, ali leži ali ne, do tega, kdo ima dostop, tudi izbor varnostne službe, izbor čistilnega servisa v končni fazi in imajo v bistvu te zadeve precej dobro razdelane. Tukaj sodelujemo tudi z Inštitutom za korporativne varnostne študije iz Ljubljane. Smo člani tega združenja. In bom rekel, tukaj probamo iskati naš trg, ker bom rekel, mi smo nekako s to inovativnostjo dostkrat orjemo ledine in dejansko imajo posluh le tista podjetja, ki se zavedajo celovitosti varovanja svojih in podatkov in intelektualne lastnine in premoženja objektov in tako naprej. Se pravi, ne govorimo samo o varovanju objekta, ampak gre tukaj v bistvu za nek celovit pristop. Pri manjših podjetjih pa je slika nekoliko drugačna. Ko se mečkano pogovoriš, potem dobijo občutek, da dejansko mogoče premalo vlagajo pozornosti na začetku, na določene stvari, kasneje pa mogoče tudi skozi nek krajši čas ali pa srednje krajši čas, srednje obdobje, ugotovijo, da potrebujejo neko rešitev. Mogoče na začetku manjšo, pa potem nadgrajujejo. Končni kupci, lastniki hiš in stanovanj pa se še vedno odločajo za varnostni korak šele potem, ko doživijo neprijetno izkušnjo, še povzame Ribič. V podjetju HSI se z radostjo spominjajo tudi obdobja od leta 2011 do konca leta 2017, ko so delovali v podjetniškem inkubatorju Novo mesto, ki sodi pod okrilje razvojnega centra Novo mesto. Direktor Franci Bratkovič je prek video povezave obudil spomin na skupno prehojeno pot.
Naj navedem en podatek, da kar 90% podjetij, ki se pridruži v podjetniškem inkubatorju, preživi svojo puberteto, če temu tako rečem, in potem delajo naprej. Se pravi, da ko prerastejo, bom rekel, okvir, v katerega so prišli k nam, grejo potem samostojno pot, kupijo svoje poslovne prostore, kot je to primer podjetja HSI, ali gredo v kakšne druge prostore, kakorkoli. Poti so različne in HSI je ena naših najbolj uspešnih zgodb. V vsej 20-letni zgodovini so tudi družbeno odgovorno podjetje. Podpirajo dobrodelne organizacije, lokalne klube in društva, nudijo možnost izobraževanja dijakom in študentom. Tudi ob tej priložnosti, praznovanju 20-letnice podjetja, v HSI-ju niso pozabili na dobrodelnost. Tako kot sem že na ugovoru na odru povedal, pa je podjetje HSI tisto podjetje, ki ne donira zgolj občasno, ampak z Lions klubom sodeluje že vrsto let. Tako da njihovih donacij se je nabralo veliko, so odgovorno podjetje in kot rečeno, vsaka njihova donacija nam je veliko pomenila, sploh, bom rekel, tudi ta, ki je še posebej bogata in bo lahko uporabljena v naših prihodnjih akcijah. Moram tukaj povedati, da potrebe nikoli ne usahnejo, vedno se najdejo ljudje, ki so potrebni pomoči, ampak k sreči se vedno najdejo tudi ljudje in podjetja, kot je HSI, ki so pripravljeni donirati in ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, ko pač humanitarni dogodek kliče. V podjetju verjamejo v moč inovacij, sodelovanja in zavezništva. Tudi v prihodnje bodo nadaljevali z razvojem in iskanjem novih priložnosti. In tako kot do sedaj bo podjetju trdno stal ob strani tudi v bodoče oče ustanovitelja Jože Ribič. Tudi sam že desetletja močno vpet v področje varnosti in varovanja. S tem, da v firmi HSI moramo pohvaliti vsakega posameznika, kateri dela v tej firmi, in ta firma, ti posamezniki tvorijo neko veliko celoto, timsko delo in velik uspeh. Posebno moram tle in se počaščen in pohvaliti, je seveda, da to firmo vodi moj sin Aleš, ki je direktor firme in varnostni menedžer, in je že od malih nog, od osnovne šole naprej izredno inovativen s pogledom na širši in varnostni svet. Zato ni presenetljivo, da ima direktor podjetja HSI Aleš Ribič jasno začrtano vizijo za naprej. Naša dejavnost se zelo bliskovito hitro približuje dejavnosti IT-ja. Se pravi, vse gre v računalnike, vse gre v cloud, vse gre nekako v omrežja, vse so to omrežne naprave z velik funkcijam, z problemom varnosti. In tukaj vidimo v bistvu neke izzive, da bo potrebno začeti več sodelovati z IT službam in pa zelo učinkovito in hitro je treba spremljati tehnologijo, razvoj tehnologije. Te dve stvari v bistvu so ključne, zato da bomo z našo inovativnostjo lahko ostali nekako na pravi poti. Da so na pravi poti in tudi drugačne, je bilo moč videti in slišati tudi na slavnostnem dogodku, s katerim so obeležili 2 desetletji obstoja. Kantavtor Robert Petan je podjetju v ta namen spesnil prav posebno pesem, katere del objavljamo. HSI že 20 let kuje pot, ne zgolj prodaje, ampak inovacij, skrbijo za varnost vedno in povsod ljudi, imetja in informacij. Stranke in partnerji so si enotni, da HSI ne klonejo pred izzivi. Sami razvijajo svoje rešitve, pri tem pa so hitri in zanesljivi. Iz podjetja HSI še sporočajo, da bodo tudi v prihodnje vlagali v znanje in ljudi ter še naprej dajali poudarek na razvoju rešitev. Želijo ustvarjati prihodnost tehničnega varovanja. Ne želijo biti največji, temveč ostati med najboljšimi ponudniki varnostnih rešitev in sistemov. Zaključujemo pa z novo pridobitvijo v občini Mirna.
211. slovenska občina se v zadnjih letih zelo hitro razvija. Izboljšali so območja za poslovno gradnjo, zasebniki so zgradili več stanovanjskih blokov, občina ureja športne površine, kulturni dom, vrtec. Pred dnevi pa je vrata odprl prvi trgovinski center. Gre za poslovalnico družinskega podjetja Jagar. Prva na Dolenjskem, sicer pa 44. poslovalnica trgovske verige družinskega podjetja Jagros ni po naključju odprla svojih vrat ravno na Mirni. Nas na tem koncu še ni, tudi imamo nekako zapisano v genih, da moramo širiti, čeprav nismo mi zdaj začrtani, da moramo ne vem kako strašno večati poslovanje, ampak nekako sledimo tistemu trendu oziroma kjer nas kraj potrebuje. So nas dobesedno povabili, so nam predstavili razvoj kraja in tu moramo res se zahvaliti županu občine Mirna in tudi županu sosednjih dveh občin, da so nekako skupno izrazili željo, da trgovina Jager pridejo v kraj za našo ponudbo. Družinsko podjetje s sedežem v zdraviliškem mestu Rogaška Slatina je tudi lani poslovalo uspešno. Družina kot takšna izviramo iz kmetijstva, tako da vemo, da je treba dlje časa trdo delati, da potem lahko žanješ. In moram reči, da tudi tu računamo na to, da je ta investicija v ta kraj, ki sicer ni izjemno velik, ampak računamo na širšo okolico in računamo, da bomo tudi tu uspešno poslovali. In kot je pokazal dan uradne otvoritve, novega trgovskega centra v dolini niso težko pričakovali samo domačini, ampak tudi prebivalci okoliških vasi in krajev, ki so se v velikem številu minuli četrtek dopoldne ustavili na Mirni. Sama Mirnska dolina se mi zdi kar nekako zapostavljena bila na tem trgovskem področju in mislim, da se vsi veselimo tega, da je nove ponudbe v enem kompletnem sklopu. Vse imaš lepo na enem prostoru, od hrane do stroje, praktično vse. Vse je potrebno taka trgovina odločila daleč na okolje. Nam ni potrebno hoditi. To imamo prednost, zdaj v glavnem imamo tle. Bila je delati, zdaj pa blizu, pa je to fajn, da nisi treba tako daleč voziti. Da smo dobili vsaj na Dolenjsko to trgovino. Take trgovine v bližini ni, ne? Ja, in prav, da je. Mislim, da bo kar, ki je vse in od hrane do materijala za hišo, vse take stvari so. Na enem mestu, da ne rabiš po vseh trgovinah hoditi. 10-12 let nazaj sem jaz večkrat potoval v Toplice v Lendavo in sem se zmeraj v tistih Jagorovih trgovinah ustavljal. In sem našemu županu že takrat rekel, da je dolžan probaj pripeljati Jagra na Mirno. In zdaj se je to uresničilo. Mirna vsekakor raste, Mirna se širi. Veseli me predvsem to, da je to prvi dogodek od 3 velikih dogodkov na Mirni, ki jih bomo letošnjo leto imeli, to se pravi otvoritev trgovskega centra, odprtje obvoznice in pa odprtje vrtca. Nova trgovina je zrasla na območju nekdanjih skladiščnih prostorov, ki so bili že nekaj let prazni. Vsaka naša poslovalnica je nekaj posebnega. Kot posebnost lokacije je to, da v bistvu smo na nek način oživili mrtvi prostor. Smo zadovoljni, da uspemo na nekem obstoječi lokaciji, kjer morda ni bilo več neke prihodnosti, dati neko novo energijo, neko novo vizijo. In menimo, da nam bo to uspelo, seveda s pomočjo vseh vas, lokalne skupnosti, občine, seveda pa krajanov in vseh tistih, ki to storitev od nas potrebujejo. Mirna vsekakor si zasluži novo podobo z ne samo novimi stanovanjskimi objekti, ampak tudi z novimi podjetji, ki prihajajo na Mirno oziroma ki so že prišla. In seveda na ta način bodo stanovalci, za katere se stanovanjski objekti tudi gradijo, z veseljem prišli živeti in soustvarjati življenje na Mirni. V 44. poslovalnici na 43. lokaciji v Sloveniji sta na nekaj manj kot 1600 kvadratnih metrih velikem prostoru živilski supermarket z oddelkom tekstila in tehnična trgovina. Mi kot trgovec ne ponujamo samo kruh, mleko in osnovne živila, ampak ponujamo širši nabor blaga, se pravi živila, tehnika, tekstil. Oskrbimo družino ali pa kmetijo,
bi rekel, od vsega, od mize do obnove, do tega, kar potrebuje v hlevu, do tega, kar potrebuje na polju ali vrtu, in da to lahko uspe kupiti v nekem lokalnem kraju in seveda, da je to po ugodni ceni in da je s tem na dolgi rok kupec zadovoljen. Pomemben segment je lokalna ponudba in sodelovanje z lokalnimi dobavitelji. Mi kot, bi rekel, manjši ponudnik na trgu smo odprti za tudi manjše proizvajalce, tudi nišne, tako da so dobrodošli tudi ti, seveda, če so izdelki korektni, če so cene dostopne in da je neka dolgoročna vizija, smo odprti za sodelovanje tudi v tem smislu. Eden od lokalnih dobaviteljev je podjetje, ki ima svoj sedež in proizvodne prostore manj kot 5 km od nove trgovine, Pekarna Bistrica in Mlin Grebenc. Sem zelo vesel, da so pristopili k tem, da lokalne dobavitelje upoštevajo. Tako smo tudi mi prišli not z moko, z kruhom in z testeninami. Nas že ljudje poznajo in mi kot lokalni manjši podjetniki se trudimo na kvaliteti. Imamo recimo mi, ki imamo pekarno, imamo kruh, ki je podoben domačemu, dlje zdrži svežina kruha. Ob trgovini sta še gostinski lokal z zunanjo teraso, ki so ga oddali v najem domačinki Sari, ter bankomat. Se mi zdi, da je to danes za človeka, ki je v nekem kraju, res zelo pomembno. Moram reči, da sem se osebno zelo namučil, pa tudi župan, da smo tu dosegli njihovo potrditev in da danes bankomat deluje. V kolektivu bo skupaj 20 zaposlenih in vanj se tisti, ki jih delo zanima, še vedno lahko pridružijo. Iščemo predvsem ljudi, ki so, bi rekel, iz neke dejavnosti, ki razumejo, kaj je hrana, ki razumejo, kaj je tehnika, ki razumejo, kaj so potrebe današnjega človeka in se želijo pridružiti našemu kolektivu, ki je malce drugačen. Mi smo, bi rekel, bolj nekako ljudski, tak nas poimenujejo in tudi takšne sodelavce si želimo. Energija je dobra, ljudje so prijazni, tako da bomo se podali v ta vaš kraj. Posebni smo zato, ker tudi kot kupec, kot stranka najde vse v enem prostoru. Od živila, tehnike, tudi do tekstila. Smo tudi odprtih rok. V redu se počutimo, vsi smo kot tim, si pomagamo drug drugem. Je res velika trgovina in to zamerno je ker ni nič tle okoli v bližini, kar dobro pride. Družinsko podjetje je zasnoval Franc Jager, ko je leta 1988 v Rogaški Slatini zgradil in odprl svojo prvo trgovino, ki je s ponosom spremljal dogodek. To je, bi rekel, veliki dosežek in tudi spodbuda, bi rekel, mladim podjetnikom, da se splača delati, da lahko z nič ustvariš neko firmo in vzgojiš otroke hkrati, usmeriš v delo in da znajo to tvoje, kaj si zastavil, postavil temelje in pogoje, da znajo naprej peljati, da raste podjetje, zaposluje, vidite, in tudi gradi. Leta 2019 je podjetje predal sinovoma, Boštjanu in Alešu, vključujejo se tudi njuni otroci. Da pa do tega prideš, da bo šlo podjetje naprej, da bo tvoja familija, se reče tvoji otroci, šli po tej poti. Tu je pa prej mnogo vloženega dela, ker veliko let, da sistem postaviš. V Sloveniji je veliko podjetij, pa zelo mali procent ima komu predati. Ob slovesnem odprtju nove poslovalnice, ki bo odprta od ponedeljka do sobote med 7. uro zjutraj in 8. zvečer, je družina Jager ravnateljici osnovne šole Mirna Anici Marinčič podarila donacijo v višini 1000 evrov. To je vse, kar smo zbrali v tokratni vdaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine so na ogled tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Znova smo skupaj čez teden dni.